Navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni. Prvi Facebook pogovor v projektu Teniško aktivni v letu 2022. V naši družbi pa je direktor Tenis Slovenije Gregor Krušič. Gregor, lep pozdrav. Pozdravljeni tudi z moje strani. Zdaj smo se že nekako navadili izgovarjati 2022, midva pa bova najprej pogledala malce v preteklost, v lansko leto in pa še leta prej. Kaj vse je v zadnjih letih uspelo Tenis Sloveniji? Ja, sprva mogoče vse naj v novem letu, kar se tiče pa v bistvu preteklosti, pa čisto na kratko mogoče, nekako od leta 2013 smo se izjemno trudili z konsolidacijo zveze, to tudi v naslednjih letih uspeli doseči, se v nadaljevanju zelo skoncentrirali na sam marketing, ki verjamemo, da je neka podoba panožne zveze, trženju izdelanih marketinških produktov, s čimer smo se potem tudi lahko finančno stabilizirali in pa istočasno popularizirali šport kot tak. V nadaljevanju v naslednjih letih potem kadrovsko ojačali, zdaj sodelujemo v pisarni s Tejo, ki skrbi za prej omenjeni marketing, s Katarino, ki skrbi za UTR, pa nacionalne turnirje, profesionalne turnirje, ki jih imamo v Sloveniji, Žiga skrbi za lige, mednarodne mladinske turnirje v Sloveniji in pa predsedniku seniors organizacije pomaga Luki Zalazniku pri vodenju seniors organizacije, in potem je z nami še Irena, ki skrbi za interno računovodstvo, knjigovodstvo, in to nekako zaokrožuje v bistvu samo operativo v pisarni. Na tem mestu se je seveda treba zahvaliti tako predsedniku Andreju Slaparju, ki vas prijazno pozdravlja, in pa Miranu Kraševcu, ki je nekako neposredni operativni v bistvu šef naše zgodbe. Mogoče samo še to v kontekstu tega, da bi se res želeli zahvaliti Primožu Starcu in Anji Regen, tesnim sodelavcem tekmovalno-registracijske komisije, Marku Toporu, ki vodi strokovni svet, Gregorju Šenici, trenersko organizacijo, Blaž Anže Pipan in Iva Sodnik nam zelo pomagata pri sodniški organizaciji, Jure Jerkič, disciplinski sodnik, tisti, ki vam dodeljuje vse tiste kazenske točke, najlepša hvala za sodelovanje, in pa Luki Zalazniku, ki vodi seniors organizacijo. Sigurno tukaj ne smemo pozabiti na oba selektorja, Grego Žemljo in Andreja Kraševca. Če samo nadaljujem na kratko potem našo kariero teh zadnjih let, zelo smo se potem posvetili nacionalnim turnirjem v zadnjih letih, močan porast ligaških, ekip, sodniška organizacija, veliko več komunikacije, seniors, zelo dvigujemo v bistvu na višji nivo, seniors organizacijo, seniors tenis in tako naprej. To pa vse zaradi tega, ker v bistvu, pa potem v bistvu mogoče za zaključek, se z novim letom koncentriramo ali pa vključujemo v bistvu sam tekmovalni tenis, ker se zavedamo, da vrhunski šport predstavlja eno najvišjih oblik človekove ustvarjalnosti na področju športa, vrhunski športni dosežki pa odražajo razvitost športne panoge, kažejo na njeno organiziranost in strokovnost, vplivajo na športno industrijo, trgovino, turizem, medije in nenazadnje na ves ta nacionalni ponos. Tako da mogoče ena taka kratka analiza zadnjih let, da ne bi šli preveč v detajle za leto 2021. Če nekako narediva prehod iz leta 2021 do 2022, povezava recimo temu je VTA turnir v Portorožu po 11 letih, znova ženski turnir. Kakšne so te ocene zdaj 3 mesece kasneje in kaj vse nas čaka v letošnjem letu? Kar se tiče lanskega leta, v bistvu gre za en izjemen projekt. Se pravi, nekje konec leta 2020 smo zaradi agilnosti, bi jaz temu rekel, prišli do te informacije in možnosti organizacije VTA $250,000 turnirja septembra lansko leto. To tudi dobro izkoristili, se povezali z Anjo Vrek, desna roka, s katero sva skupaj to vse skupaj organizirala, in organizirali en izjemen dogodek v samo pol leta. Vemo, da se taki dogodki organizirajo leto in več, ampak zelo smo se investirali. Jaz prijateljem tudi povem, otroke smo dali na vikend, celo poletje in se posvetili samo projektu. Tako da dali en izjemen push, ko se reče, odriv v hrbet, bi rekel, ne samo meni in ekipi, ampak celotni v bistvu Tenis Slovenije ali pa prej omenjeni
prej omenjenem delu pisarne, kajti organizirali smo izjemen dogodek, ki so ga opazili in pohvalili na čisto vseh nivojih, od supervizorke pa do VTA organizacije in ostalih kolegov. Zelo sem aktiven na mednarodnem področju in res na čisto vsakem koraku prejemamo iskrene čestitke. To pa v bistvu tudi potem lajša možnost organizacije istega turnirja ali pa iste kakovosti turnirja v letošnjem letu. Potekajo intenzivni pogovori, razgovori, ali bomo lahko se pravi organizacijo tekmovanja zadržali, na drugi strani pa intenzivni razgovori z sponzorji, da bomo to lahko tudi finančno pokrili. Ja, v letošnjem letu pa tudi dva pomembna dogodka za obe reprezentanci. Zdi se mi, da v zadnjih letih ta reprezentanca vse bolj diha skupaj, tako moška kot tudi ženska. Najprej Davisov pokal, daleč Čile, in pa potem tudi pokal FET, oziroma zdaj se imenuje pokal Billie Jean King. Ja, kar se tiče, se pravi, obeh reprezentanc, kot rečeno, meseca marca odpotujemo v Čile. Močna reprezentanca zaradi prvega igralca je pod 20 na svetu, ki bo močno krojil celotno odločitev ali pa zgodbo v bistvu našega srečanja. Sporočilo je samo eno, selektor Gregor Žemlja je jasno povedal, da gremo na vso moč, z najmočnejšo zasedbo, ki bo tisti trenutek na razpolago, in nikakršne bele zastave. Se pravi, vse se lahko zgodi, Davis Cup, vemo, je nepredvidljiva zgodba. Konec koncev lahko tudi kakšna stvar poseže vmes, ki bi potem lahko botrovala kakršnemu drugačnemu zaključku. Tako da, kot rečeno, žoga je okrogla, Davis Cup nepredvidljiv in mi gremo na polne vate. Aprila meseca nas čaka potem tekmovanje za Billie Jean King. Lansko leto smo bili zelo blizu uvrstitve v višjo skupino oziroma play-off za višjo skupino. Nikoli ne bom pozabil, Kaja Juvan je odigrala izjemno tekmo z Danilovičko in jo premagala, rahlo presenečenje, kako gladko, potem pa Tamara žal v naslednjem nastopu favoriziranem izgubila in potem dvojice, glede na njihove specialiste, se pravi srbske ekipe, nam ta veliki met ni uspel. No, letos smo odločeni, da to ponovimo, se pravi uvrstitev v finale in potem tudi preboj v višjo skupino. Z Andrejem Krašovcem, selektorjem, smo intenzivno na vezi, se pripravljamo in upamo, da nam bo letos to uspelo. Ja, januar pa bo pomemben tudi zaradi novega projekta Regijski sateliti. Lahko nekaj več poveš o tem, kaj vse nas čaka na tem področju? Ja, mogoče je priložnost, da našteti tudi vse ostale zadeve in stvari, ki jih počnemo. Regijski sateliti pomeni nov projekt, s katerim v bistvu odpiramo vrata tekmovalcem, ki to niso, se pravi otroci, stari od 8 pa nekje do 16 let, ki nekako dvakrat tedensko trenirajo, niso pripravljeni nastopati na naših nacionalnih tekmovanjih, in zato smo vzpostavili vseslovenski projekt, ki se bo organiziral v vseh regijah, tako imenovani regijski sateliti. Štartamo z 22.1. in zgodili se bodo 4-krat na leto. S tem bomo omogočali tekmovalcem, se pravi, ki ne želijo tekmovati na nacionalnih turnirjih, da sploh nastopijo. Eden takih, evo, spet mogoče malo osebno, je tudi moj sin Kal, 2-krat tedensko trenira in pravi: oči, jaz nikakor ne grem na 8 do 11, no, tukaj bova pa definitivno prišla in se vsekakor vidimo. V nadaljevanju je za povedati, da se izjemno investiramo v nacionalne turnirje, intenzivno sodelujemo z vsakim organizatorjem tekmovanj, pomagamo tudi z brezplačnimi ali pa doniramo 50% žog, pa darilne vrečke, pokale, nagrade in tako naprej, in si blazno želimo, ker se zavedamo, da je to naš core business, se pravi kvaliteto tekmovanj dvigati na ne samo mnogo višji nivo, ampak na en tak res izjemno zavidljiv nivo, in na temu intenzivno s Katarino tudi delamo. Zelo se vlagamo v ligaška tekmovanja na vseh nivojih, od 12 let pa do članov, dvigujemo nagradni sklad članskega ligaškega tekmovanja, pri vseh ostalih pa se časovno in energetsko, če temu lahko tako rečem, investiramo, ker se zavedamo, da pač so lige tista neka homogena ali pa ekipni del tenisa, ki zelo pripomore k anulaciji tega individualnega momenta, ki je mogoče malo
mogoče malo zmoti. Tako da lige so definitivno prihodnost in v to se zelo vlagamo. Ravno tako v sodniško organizacijo, ogromno komunikacije, povezanosti, izobraževanja, tudi oblekli smo jih v končni fazi, ker so naša podaljšana roka in se zavedamo, da lahko zelo pomagajo pri prej omenjenih ligaških in pa nacionalnih tekmovanjih, zato vzpostavljamo vse prisnejši in bližnji odnos. Vlagamo se zelo tudi v rekreacijo, v seniors, organiziramo mednarodne in nacionalne turnirje, vse več jih bo. 29.1. recimo organiziramo nacionalni turnir BTC Medod, kamor ste seveda vsi prijazno vabljeni, prijave potekajo. Aprila začnemo z vseslovensko ligo, to bo popolnoma transformirana, kot smo jo do sedaj poznali, Seniors liga. V podrobnosti mogoče ne bi šel, ampak zelo zanimivo, kar si le poglejte in tudi prav tako prijazno vabljeni. Razvijamo pa tudi platformo, ki je sicer sestavljena iz nekaj že nam znanih figur, kot so rezervacije igrišč, povezovanje igralcev vseh vrst, iskanje trenerja, iskanje kluba, skupinsko učenje tenisa, v končni fazi tudi teniška piramida se bo skozi to razvila. In kar želimo tukaj rekreaciji ponuditi, je, da bodo dobili vse na enem mestu. S čimer bomo pa seveda tudi imeli bazo vseh 30.000 tekmovalcev, rekreativcev, s katerimi bomo lahko seveda komunicirali in jim nudili vse tisto, kar verjamemo, da jim ta trenutek tudi manjka. Konec koncev pa organiziramo oziroma pripravljamo z Gregorjem Šenico in trenersko organizacijo tudi načrt razvoja trenerjev in teniških klubov, ki so usmerjeni v razvoj tekmovalcev, to pa je tisto, kar sem prej omenil, da se nekako z novim letom bomo še najbolj investirali, se pravi pro tenis, tekmovalni tenis in začeli dosegati tudi tukaj izjemnejše rezultate. Če nadaljujeva, morda ravno tu v letu 2021 je bilo v mladinskem tenisu res veliko uspehov, težko bo vse naštela, pa vseeno, kaj se vse tu dela na tem področju. Vem, da ob teh uspehih dobijo tudi denarno nagrado ti tekmovalci in tekmovalke. Ja, res je. Poleg tega, da smo odločeni, da želimo v bistvu tudi na tem segmentu, se pravi, se veliko bolj investirati, je pa tudi neizpodbitno dejstvo, da je pač od odzadaj ena zelo velika baza tekmovalcev ali pa se pravi baza igralcev v bistvu prihaja in si to želimo nekako zaobjeti. V nadaljevanju pa imamo kar nekaj v bistvu perspektivnih, to kot si prej omenil, mladinskih tekmovalcev, cela vrsta jih je, falanga, če želite, in zato mogoče ne bi ta trenutek vseh imen naštevali, ampak ja, ravno za njih si želimo v bistvu organizirati ali pa bomo rekli lažjo pot za preboj ali pa v profesionalni tenis. Zato namenjamo za program mladinskih reprezentanc, s katerim upravlja strokovni svet že vrsto let, 150.000 evrov. Predvsem se investira v poti in na tekmovanje v bistvu, se pravi, mladih tekmovalcev. Potem je nadaljnji cilj organizacija še dodatnih mladinskih tekmovanj, Tennis Europe in ITF, trenutno jih imamo 18, cilj za leto 2023 je 23 tovrstnih turnirjev, predvsem jih pa želimo umestiti v zimski del sezone. Ravno tako mogoče, kar se mladinskih turnirjev tiče, je definitivno cilj dvigniti tudi rang samega tekmovanja iz predvsem 4-5, kar imamo trenutno na dvojke in pa trojke, je sporočilo. In potem za preomenjene čisto konkretno mladinske tekmovalce, ki so stari 16, 17, 18 pa nekje do 21. leta, bomo letošnje leto v 2022 organizirali 10 World Tennis Tour se imenujejo, to so 15 in 25.000 dolarski turnirji za slovenske tekmovalce, ki želijo prodreti v svetovni tenis. Istočasno bomo tukaj povezali zadevo, če temu rečemo marketinško, in verjamemo, da bomo zelo s tem tudi regijsko popularizirali tenis. Nikoli ne bom pozabil besed predsednika teniškega kluba Krka v letošnjem letu, ko smo organizirali 25.000 dolarska turnirja, ko mi je Vinko rekel, vidiš, to so največji turnirji, največji športni dogodki, ki se regijsko sploh zgodijo. No, teh bo zdaj 10 ali še več širom Slovenije in verjamemo, da bo to zelo pripomoglo k tenisu. Ne nazadnje so prej omenila, 12.9. bo letos VTA turnir, najmanj 125.000 dolarski, upamo, da 250.000 dolarski.
Z Mestno občino Ljubljana pa se pogovarjamo za naslednje leto za vračilo ATP Challenger turnirja, ki bo, kot rečeno, v letu 2023 in si ga zelo želimo, se pravi, vrniti nazaj na koledar in tudi ta del omogočiti, se pravi, ali pa s tem omogočiti našim mladim tekmovalcem ta vrstni turnir. Mogoče samo za konec te točke, selektorjem in predsednikom strokovnega sveta pripravljamo tudi načrt skupnih treningov za naše najboljše in najperspektivnejše tekmovalce. Predstavljamo si, da bodo začeli večkrat tedensko skupaj trenirati, kar pa bo v bistvu tudi zelo botrovalo temu, da bo kvaliteta treningov in s tem uspehov še toliko višja. Takole za konec, je še kaj takšnega, kar morda nisem vprašal, pa bi rad povedal, je še kaj takšno, kakšno sporočilo za leto 2022, da zaključiva? Mogoče samo v bistvu to, da je naša velika želja se veliko bolj investirati v tekmovalni tenis, da pozivamo klube in trenerje, da se vključujejo v tekmovalni tenis, da pošiljajo tekmovalce na tekmovanja, da dajmo s skupnimi močmi združeni pripomoč temu projektu, temu poslanstvu, bi rekel, se pravi tekmovalni tenis, profesionalni tenis, in zato je potrebna široka baza na vseh nivojih, začenši od 8 do 11 let, pa 12, 14 in tako naprej, da bomo kmalu lahko posegali po rezultatih, kot so jih dosegli naši šampioni lansko leto. Samo spomnimo se polfinala Tamare Zidanšek. No, želeli bi si, da to ni več presenečenje, ampak neka redna praksa in da bomo to na nek dolgi rok v bistvu lahko spremljali in gledali pričakovano. Hvala lepa. Hvala lepa tudi tebi, Anže. Lep pozdrav in srečno še enkrat v letu 2022.